Na okrožnem sodišču v Murski Soboti je bil danes narok za začetek stečajnega postopka Aha Mure. Stečaj je zahtevala davčna uprava, ker ji podjetje za neplačane prispevke zaposlenih dolguje okoli 5 milijonov evrov. Sodišče se je odločilo, da bo sklep o stečaju izdalo čez en teden, saj ste se stranki v postopku dogovorili še za 5 delovnih dni odloga. V tem času bi solastnica podjetja poplačala zdaj že več kot 6 milijonov evrov dolga za poravnavo prispevkov delavcev. Mariborska livarna, ki je od decembra v prisilni poravnavi, je v prvih 3 mesecih letos načrtovala za skoraj 1,4 milijona evrov dobička, a je to obdobje poslovanja negativno z dobrih 285 tisoč evrov izgube. Podjetje je ustvarilo za 9,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je prav tako za nekaj več kot pol milijona evrov manj od načrtovanega. K neizpolnjevanju načrtov je delno prispevala nizka prodaja, še bolj pa dejstvo, da v predvidenem času ni bila podpisana pogodba o finančnem prestrukturiranju, ki je med drugim predvidevala 1,4 milijona evrov prihodkov iz naslova odpisanih obresti. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je marca znašala 13,9 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot februarja in pol odstotne točke več kot marca lani. Stopnja se je na mesečni ravni znižala v vseh starostnih razredih, najbolj med mladimi. Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v gradbeništvu, zmanjšalo pa se je v dejavnosti oskrba z vodo ter finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Marca se je prvič zaposlilo ali samo zaposlilo skoraj 2400 oseb, od tega je bilo skoraj 20 odstotkov tujcev. Minister za infrastrukturo in prostor, ki upravlja tekoče posle, Samo Omerzel, se je zaradi vroče teme subvencij za prevoze dijakov in študentov srečal s predstavniki Študentske organizacije Slovenije. Rešitve, ki bi zadovoljile vse, niso našli. Vlada je študentom obljubila denar za subvencije za 3 mesece, študentska organizacija s tem ni soglašala. Če do konca meseca vlada ne bo našla denarja, bodo morali študenti in dijaki junija plačati polno ceno vozovnic. Študenti zato že napovedujejo demonstracije. V okviru ukrepov, ki jih je po razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine sprejela vlada, so se danes zvišale še trošarine za cigarete. Predtem so se že sredi aprila zvišale trošarine za alkohol in alkoholne pijače ter za energente. Za zavojček cigaret je po novem treba odšteti od 10 do 20 centov več kot doslej, kar pomeni 4,5 do 5 odstotno podražitev. Močan veter, ki je v četrtek zajel Slovenijo, je tudi ponoči povzročil nekaj preglavic, predvsem v severni polovici države. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe, na Štajerskem pa so bile tudi motnje pri dobavi električne energije. Še vreme, jutri bo pretežno oblačno, le na zahodu občasno delno jasno. Ponekod v vzhodni in deloma v srednji Sloveniji bo občasno deževalo. Danes bo še pihal okrepljen severni veter, ki bo postopno slabel in ponoči ponehal. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Nekoliko topleje bo, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Danes v dnevniku televizije Maribor. V Kidričevem so danes naši ekipi ponosno pokazali nov, sodoben zdravstveni dom. Občina ni uspela na razpisu, ki bi omogočil širjenje mreže mestnih vrtov. Mariborski vaterpolisti so si že zagotovili igranje v finalu državnega prvenstva. Novice s Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.